A kaj je definicija raja na zemlji? Danes te odpeljeva prav tja. Dobrodošli na otoku Aitutaki, manjšemu bratu Rarotonge. Oba sta del Cookovih otokov sredi Polinezije, kjer se trenutno potikava. V prejšnjih vlogih sva raziskovala Rarotongo, v katerih sva pokazala, kaj vse se da tam početi, povedala kar nekaj koristnih nasvetov, ki so se dotikali vsega od interneta do javnega prevoza, ter seveda ni manjkalo klasičnih ponč-sonč avantur, raziskovanja, kulinaričnih udejstvovanj in zapletov. Danes pa dobro spoznajmo majhen atol Aitutaki, ki je poosebitev same ideje, ko popotniki začnemo operirati z besedo paradiž. Dobro jutro, punčki, sončki, kot vidite, nas je danes zjutraj pa čakal en tak lep sončen vzhod, ampak tale veter in vreme se pa še zmeraj glih čist popravil. Midva so zdaj pripravljena, da greva na Aitutaki. Ena zabavna igrica za vse gledalce. Več kot očitno nisa znala pravilno izgovoriti imena Aitutaki. Kolikrat tekom vloga se zmotva? Napišite v komentar, pa ne se nama predsmeja. En tak dnevni izlet, pa samo molva, da bo tam kaj boljš, kot je tukaj, čeprav sem govoril z lastnico telih bungalovov, pa rekla, da bo šlo iz 3 zvezdic vetra na 2 zvezdici vetra, tako da upajmo, da bo kaj boljš. Čakamo, da naja zale poberejo in šibam. To je pa tale Island Life, se pravi, kakšni 2 uri prej na letališču. Mi smo kumi 40 minut pred letom prišli na letališče. Se ni važno, to je vse dober. Se pravi, 7:20 so naj kumi pobrali pred hotelom, ob 8 imamo pa let. Čisto noro. Glejte, kakšen je to majčkeno letališče, pač to je manjši kot Brnik, če to je sploh možen. Ker tako lepo je vse odprt, zadnji imaš palme, kure, peteline, valjda, itak te logične zadeve, pa avione lahko gledaš, pullover. 25 minut pred letom imamo v roki že letalske karte in sicer moram jih prav držati, to so prav takile računčki. Glejte to je boarding pass. Noro. Mava pa v bistvu domestik let, se pravi notranji let med Cookovimi otoki, torej iz Rarotonge do Aitutakija in sploh nisva rabila pokazati pasuša, se pravi, sam priimek si povedal, to je to in si dobil letalsko karto. Ali malo po seznamčku pogledal, preko v redu je. Noro. Ja, nič, pa smo šli. S telim res majhnim frčoplanom na propelerje. Operation of our 4 emergency exits. We have 2 here in row 1 and 2 overwing exits in row 6. In the highly unlikely event of an emergency evacuation. Prvi let je kar hitro minil. Za nas so kljub majhnosti letala lepo poskrbeli. No, pa da navti mislim, da je tale avion kar takole. So nam dali še za ston čajček ali pa kavico. Če pa hočeš kakšne prigrizke kupiti, so pa samo $3, tako da sploh ni drago. Entertainmenta, pač televizije sicer ni, imaš pa takole fajn revijo, tako da jo lahko prilistaš, pobereš. Cajtank, ki je bil presenetljivo zanimiv, pa poln dobrih informacij. Po dobri uri letenja smo ga prvič uzrli. Aitutaki, majhen atol sredi oceana. No, tehnično gledano sicer ni atol, ampak skoraj atol, saj je na delčkih prekinjen. Sred morja smo pristali, tam je morje, glej avion. Pred ponč. Sprejem je bil topel in zelo hitro smo se že vkrcali na tovornjak z našim vodičem, ki nas je popeljal po otoku. Med drugo svetovno vojno je Aitutaki postal vojaška baza ZDA. Leta 1942 so Američani zgradili letališče, ki je služilo kot strateška postojanka za oskrbo in transport. Čeprav bojev na otoku ni bilo, je ameriška prisotnost prinesla infrastrukturo, materiale in tehnologijo. Po vojni so letališče ohranili, danes pa ta omogoča turistične lete iz Rarotonge. Prispela sva na Aitutaki, tak
majhen rajski otok, sred ničesar, sred Južnega Pacifika. In v bistvu ta otok je še za polovico manjši od Rarotonge in zdaj smo koliko pol ure prevozili cel otok z avtobusom. Zdaj smo se ustavili v enem kafiču, da folk dobi svojo jutranjo dozo kavice, pa se pa res začne naša avantura tukaj na Aitutakiju. Gremo namreč na katamaran in gremo kruzati po vseh teh malih otočkih tega atola, da bomo videli, koliko je to res rajsko. Še ena posebnost, ki bo marsikega zelo šokirala, in sicer medtem, ko ima Raro poln psov, pa so na Aitutakiju popolnoma prepovedani. Namreč tukaj so bolnice toliko daleč, sred ničesar smo in psi so valjda prenašalci bolezni, imajo steklino in se jim ni splačalo s tem ukvarjati, tako da so prepovedali pse in ni niti enega psa na otoku. Med vožnjo nam je vodič razložil plan dneva, ki se je začel z ukrcavanjem na zelo modern katamaran, ki je služil za naše poskakovanje po različnih otočkih in baza, kamor smo prišli na kosilo in se po možnosti tudi stoširali po šnorkljanju. Ukrcali smo se na katamaran in odpravljamo se na 6-uren kruz in bomo v bistvu island hopali, se pravi od atolčka do atolčka. Vmes gremo še šnorkljati, dobro papico bomo jedli, je pa ta laguna, ki lahko vidite za mano, neverjetno lepa. Adina, malo piha, tako kot že zadnje 3 dni. 1 uro z letom pa še zmeri piha. No, vsaj sonček nas je pričakal, a ne, če ne druga. Her name is locally known as Motu Rako. So after our second island, we head straight into snorkeling. Snorkeling will be inside a marine reserve area called Ra'ui. Pristali smo na prvem atolčku in, moj bog, mislim, se je že Rarotonga ful lepa pa rajska, ampak Aitutaki je samo tako ona next level. A vi vidite tole vodo, ki zadnji je naš katamaranček. Kakšne so to barve, neskončna, praktično čist prazna plaža. Sam wow, toliko sva srečna, da sva kle sploh ne znam opisati. Te ahora más, kakakite ano, Aitutaki. Taklič školjke pa je že oznanil, da se premikamo naprej in da moramo iti nazaj na katamaran. Vreme se je sicer začelo spreminjati, zato so se naši plani nekoliko spremenili in smo najprej odšli proti otoku, kjer smo se pobliže spoznali z lokalnim znanjem in življenjem na otoku, oziroma #spretnosti za preživetje po brodolomu. This is the birthplace of Shipwreck Aitutaki. 1998 was the first time they filmed an episode of Shipwreck. And this is where they're always filming, on this island and the island next door. Aitutaki ima kar 15 mečkanih otočkov in pa atolov in po njih zdaj skačemo. Prav na tem otočku, ki se zdaj nahajamo, so snemali survival, se pravi survival Aitutaki, se pravi tega, ki so snemali na Cookovih otokih. There's so many things we're going to learn on this nature walk, and some of them will be our way of living and what's around us. So this is the tree we would say in our language, tamanu. Can you guys say that? Tamanu. Za razlago je vodič potreboval prostovoljca iz publike. Enkrat za spremembo to ni bil naš ponč, ponavadi je on ta srečnež. Raise your hands up if you want to see coconut tree climbing. Are you ready? Don't look at me, I'm too fat. If I go up there, the tree will be. So I want to share with you guys the 3 different stages of the coconut. I'll explain it, and I'll husk all 3, and I'll open it 3 different ways. And I'll tell you the meaning and why I did it this way. Normally what they will show you
It will only husk the ripe coconut and grate it and show you how to get coconut milk. My friends, I do it differently here on the island of Aitutaki. Poznamo 3 vrste kokosov oziroma razvojne stopne. Mladi kokosi, zreli kokosi in kokose, ki so že vzklili. Ločimo jih glede na barvo in velikost. Pa si najprej poglejmo prvo kategorijo, mlade kokose in kako se razlikujejo med seboj. And you tap. See that sound? Too young. It's low. All right? So it's good to drink, but the problem when you husk, it will crack because the shell is not hard. So listen to this next one. It's changing. So it's a sound that identifies which one is good. So it's a sound that identifies which one is good. So this one, not too bad. Yeah, last one here. See that? So this one is becoming a ripe coconut. This is the one that will have a little fizz when you drink it. It's like sparkling water. So when you drink the coconut water, it's got a little bit of fizz. It's this one here. Okay? This one, too young. I would husk that one there. Ok, to so bili mladi kokosi. Imamo pa še zrele kokose in vzklijajoče kokose. Potem pa je vse te kokose treba še uluščati in odpreti. In vsak ima neke svoje zakonitosti. Iz preteklih vlogov veva, da se večini ljudi ne bo dalo gledati originalne, več kot 5 minut dolge verzije s podrobno razlago. Zato bo zdaj naredila le en šnel kurs in pokazala le eno luščenje in eno odpiranje. Right hand push directly to the sharp stick. Watch my lift. Watch my lift. Then, same thing. Push, not pull. Odpiranje zrelega kokosa mi je malo ušlo zaradi menjave baterije, tako da video je od ene druge priložnosti, ko sva bila v maorski vasički. So that's the mouth, because that's where the straw always goes through. So the two eyes, okay, it runs in between. So remember always two eyes, not the eyes and the mouth, because there's a line there, no. Two eyes, in between the two eyes. Za vse tiste, ki bi radi izvedeli več in vse bolj podrobno in predvsem, če bi radi izvedeli res koristne nasvete za preživetje na takem tropskem otoku, vabljeni, da pogledate člansko verzijo vloga. Ful je cool videti, kako ti podpre koko z navadom v nožen zamazane marmelade ali pa kar s kamno. Prepričana sva, da je članstvo ful cool način, kako ustvarjalce vsebin podpreti direktno. Poleg tega misleva, da imava kar fajn članstvo, saj člani najnega kanala tako dobijo ne samo več vlogov in le-te prej, ampak tudi več vsebine znotraj javno dostopnih vlogov. Kot naprimer ta vlog, ki je lep primer tega. Res je ena taka win-win situacija, tako da bova hvaležna, če se pridružiš naši Ponč družini. Na otoku smo srečali še nekaj živalic, predvsem pa so nam bili fascinantni tako imenovani coconut crabs oziroma kokosovi raki. Mi smo sicer videli le otroške verzije te živali. It's moving, it's alive. Leko je dober. Tong, 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 tong. Ampak naj vas pogled ne zavede. Te monstrumi lahko dosežejo neizmerne proporcije in velikosti. Samo poglejte to. Gre za največjo skupino kopenskih rakov, ki lahko tehtajo tudi do 5 kg in imajo razpon nog do 1,5 metra. Ime so dobili potem, da radi plezajo po kokosovih palmah, da pridejo do kokosov, ki so eni izmed njihovih glavnih virov hrane. In ja, sami so sposoben odpreti kokos. Sami. Toliko močne klešče imajo. Poleg tega se prehranjujejo tudi z manjšimi živalmi, jagodičevjem in zanimivo tudi s ptiči. Z močnimi kleščami lahko stre oreh ali celo človeško kost. Njihov ugriz je močnejši od večine kopenskih živali. Živi do 60 let. Na srečo za človeka ni nevaren in se ga boji. Raziskovanje otoka preživetja je tako prišlo k koncu in čas je bil za eno tako polinezijsko kosilo. Preden skočimo papat, pa še eno zabavno dejstvo glede še v survival. Za nama lahko vidite
privaten resort island, se pravi, pa čist privat je, resort je gor, po mojem je ekstremno drago, da gor spiš, ampak kar je najbolj zanimiv, da ko so iz resničnostnega šova Survival padali ven, pač da izpadali, no, da se niso kvalificirali za naprej, so jih dali na ta otok, ker pač niso smeli zapustiti Cookovih otokov, da ne bi izdali, kaj se je dogajalo na Survivalu. Tako da si v bistvu mu za ston počitnice, futrali so te, užival si, tako da jaz razmišljam, da bi se kar prijavil, pa zanimivoš ta prvi teden izpadel, Da imaš za ston počitnice. pa 3 tedne takole. Za jaz smo imeli tak zelo pester krožnik, kakor lahko vidite. Sicer zopet bufet stil, ampak vse to imamo radi. Tako da na meniju za naju malo tuninega stejka, nariban kokos, pečena banana, taro, kasava, pasijonka, papaja in še nek polinezijski puding za sladico. Tako da fajn je bilo, fajn. Vstopila sem na One Foot Island, slavni One Foot Island, kjer bova dobila tudi štempelko in pasoš, da sva za dokaz, da sva bila tukaj. Skratka, res je ful dober. Mi tukaj smo edina ladica turistov. Pač se pravi, ni tako 200 milijonov ladic, pa 200 milijonov turistov. Nas, ne vem, koliko nas je na ladici, 30, 50 in to je to. Pač, kot vidite za mano, nobene druge ladje, razen enega lokalnega čomenčka. Tako da temu res lahko rečeš raj na zemlji, ta prav raj. Evo pa še te slavne drevesa, ki so jih posadili 5 ali 6 let nazaj na eni skupščini, ki so jo imeli tlele vsi te South, pač Fidži, Nova Zelandija itd. Vsi lideri so se tukaj sestali na tem otoku. Mahagoni seme. Cel otok sva prehodila na počes v 2 minutah. Nekaj tasga, pa ful sva šla počas. Skratka, otok je res majhen, pač res tak mičken raj. In sicer okoli in okoli, če ga prehodiš, pač po plaži okoli in okoli, ima samo 1,2 kilometra. Buksla k vam pliza. Ponč! Ne boš dol padel. Se v kokos padel dol, no. Jej, thank you. Zdaj pa dobila štempelko v najne pasoše. Baje je to najlepši passport stamp na celem svetu. V resnici ne bi vedela, ker nimava še vseh nabranih, ampak verjameva drugim, ga greva kar iskat. Ful dober dokaz, da sva bila na One Foot Islandu. Ponč! Mava ga! Krasno. Mava ga! Štempelko, jaz imam pa drom posnet. No, pokaž! Potem pa je bilo še nekaj prostega časa, da si počel, kar si hotel. Jaz sem se odločil za šnorklanje. Sicer to ni bil prvoten kraj, kjer bi ga mogli izvesti zaradi pač poslabšanja vremena, ampak je bil vseeno zanimiv, saj sem prvič v življenju videl gojitveni prostor za korale oziroma Coral Nursery, kjer jih vzgajajo do zadostne velikosti, da jih potem presadijo nazaj na koralni greben. Poleg tega je tukaj zvezda še orjaška školjka oziroma giant clam. Ta na rešetkah je še dokaj majhna. Ta na peščenih tleh je pa skoraj za celega mene. Noro. Pa seveda še en kup enih ribic in ostalih morskih živali. Zdaj pa gremo. Pa One Foot Island.
nazaj na letališče in na tej točki bi se res plačalo meniti, a sploh hit na Aitutaki ali ne. A iti za več dni ali sam za en dan. Se pravi, midva sva mnenja, da če pridete na Cookove otoke oziroma na Rarotongo, definitivno pejte vsaj za en dan tudi na Aitutaki, ker je absolutno vredno, pač to je res pravi raj na zemlji. Pač naš vodič je lepo povedal, Rarotonga je lepa, ampak Aitutaki je pa pač na naslednjem nivoju. To ne moreš primerjati. Noro lepo, res. Mislim, definitivno, če boste hoteli žurati, če hočete pač početi stvari, aktivnosti, pač mislim, Rarotonga res vse ponuja. Mislim, imaš hribolazenje, imaš kolesarjenje, z bagi se lahko voziš, isto imaš lahko pač island hopping po laguni. Tako da na Rarotongi je res veliko stvari za početi, ampak če se te pa hotel spočiti, je pa treba priti na Aitutaki, ker tukaj je pa pač samo relax. Ni pa sicer kaj dosti za početi, no. Tako da v bistvu, če se hočete spočiti, pridite na Aitutaki, če pa hočete, se pravi, sam na hiter videti, je pa dnevni izlet čist zadost. Evo, toliko preprostosti. Naš celodnevni vodič deli boarding pase. Kako noro. Ja, za zadnji dan tukaj na Rarotongi se je pa naredil prečudovit dan. Pač res smo imeli 4 dni dež in lastnica bungalovov nama je rekla, da toliko slabega vremena in pa take nevihte niso imeli že ful dolg in domačini so bili ful zadovoljni. Mi pa malo manj. No, na srečo imava let šele ob 10 zvečer, tako da lahko ta dan še na polno izkoristva. In pa glej ga zlomka, a nekaj sonček pokukal ven, je tudi Muri Beach živel in kar naenkrat je malo več ljudi tukaj. Ker do zdaj vsakič, ko sva bila, je bila plaža skoraj prazna. Cookovi otoki ostajajo pravi neokrnjen raj na zemlji, mislim, midva sva navdušena. In tudi Rarotonga, ki je v bistvu največji otok in pa seveda posledično tudi najbolj obiskan otok, ostaja neokrnjen raj. Se pravi, tukaj ne boste najdeli nekih velikih križark, turističnih avtobusov in pa neke gruče turistov, nekega masovnega turizma. Tukaj tega res ne poznajo. Midva upava, da bo tako tudi ostal. Pa dajmo reči, da bo. Glede na to, da so Cookovi otoki res toliko odmaknjeni od ostalega sveta, da v bistvu je že finančno težko sem priti in tudi časovno si ne more vsak privoščiti, da bi naredil toliko dolgo pot do sem. Poleg tega pa se tudi lokalci zavedajo, da morajo ohraniti neko zdravo mero med turizmom in v bistvu pristnostjo. Čez venka pol ure letimo, mi smo pa komaj na letališče prispeli. To je ta island life. Kašne 2 uri prej na letališče. Neč s tem pa midva privedeva tudi do zaključka najnega raziskovanja Cookovih otokov. Vračava se na Novo Zelandijo, kjer naju čaka še 1 mesec dela. Cindy malo prehteva s časovnico, ampak okej. Kaj nas torej zares čaka v naslednjih vlogih? Cookovi otoki so bili le lepa pauza med prvo in drugo sezono vlogov po Novi Zelandiji. Prvo sezono smo zaključili z najinim delom v vinogradu, drugo sezono pa začenjamo s peščico zanimivih vlogov. Obiskali naju bodo prijatelji Slovenije, s katerim bova naredila ponovno celoten krog po južnem otoku Nove Zelandije. Alex bo praznoval svojo okroglo 30-ko v najnem priljubljenem Nelsonu in za en dan postal njegov najljubši ptič Kea. The beepy sound is a happy sound! Poleg tega se s kolegi iz Češenj odpravljamo v mrzle vode, ki bodo tudi lep skok v novozelandsko zimo. To bo za naju pomenilo 5 mesecev življenja izven Binkota, najem stanovanja v podalpski vasički Hammer Springs in tudi nove službe. Tako da, vabim vas, da se naročite na najen YouTube kanal, da ne zamudite novih dogodivščin, novega roadtripa in pa vanlifea in pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau, čau, kakite!